Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini med strme gori, na tam si spočije v samoti srce. Kjer potok izvira v skalovju grada, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Gora je stala, še preden smo mi prišli do nje. Gorica, ki jo premore, zato ni naša, ampak vekome obstaja. Kako vesolje, narava, realnost. Ko nekdo pristopi in ujavi njen glas, ko zasluti zven ostrine in vzljubi lepoto njenega skladja, ne da bi jo znal razložiti, ni zašel v stranske poti domišljije in si izmislil nekaj prijetnega ali zanimivega, ampak je odkril stvari, ki vedno so. Ni jih izumil, ampak ne. Gora, najvišja točka, ki jo človek lahko doseže, uteleša stik zemlje in nebes, telesa in duha, časa in večnosti, spremenljivih stvari in večnih vzorcev. Vrhovi so zgoščene točke, polne moči.
Tam se na poseben način združuje ta strah in privlačnost, tesnoba in vzvišenje. Naenkrat slišiš dih oblaka okrog sebe, strašna praznina zažgana okrog. In čeprav si visoko nad vsem, prav ti sam, ko se spoznaš s svojimi nogami in rokami, se naenkrat čutiš plašno majhnega pred nebom in zrakom okrog sebe. Nad teboj so od blizu zasijali prostori vesolja. Gore so sestavni del mojega življenja. V njih iščem sprostitev, uživam v pogledu iz gora, so pomembne tudi za ohranjanje zdravja in telesne moči, so mi pa tudi v poklicu precej pomagale v zelo zahtevnih obveznosti, ki sem jih imel, sem nabiral energijo pri plezanju v gorah. Ja, v naših časih smo šli, tako bom rekel, na Grintavec iz Kamnika peš. In imamo samo lepe spomine, kako smo se v poznih večernih urah vračali po dolgi turi nazaj. Klobasa je bila po nahrbtniku. Je zelo prijeten občutek, ko se v hribih srečamo z mladimi in mladi pozdravijo nas. In imajo, tako mislim, da je morda v nekem obdobju bil prekinitev te medsebojne kulture, ampak razumem, da se ta vrača in prav uživamo, ko se srečujemo, pa si lahko podamo roke na vrhu hriba. Enostavno, varstvo narave je pomembno zaradi našega preživetja. Če bomo zapravili dobrine narave in s tem izgubili ta zeleni pas in rodovitnost zemlje, potem nas čaka oni svet, tako bom rekel. In planinci, ki hodimo in gospodarimo na tem območju, smo izzvani, da prispevamo v okviru naših programov k očuvanju gorske narave. Hribi mi pomenijo vse in privoščim in vas pozivam, mlada generacija, da spoštujete hribe, da se odločite za planinstvo in si s tem nabirate in življenjske izkušnje in tudi energije za vaše poklicno delo. Gore imam rad. Iz tega preprostega dejstva je razbrati ves smisel mojega gorništva, alpinizma, andizma. In seveda v prvi vrsti ljubezni do narave, predvsem gorske. V gore sem se zaljubil pri 16 in vzpostavil najtrajnejše ljubezensko razmerje svojega življenja. Zakaj so me te mrtve tvorbe, ti veliki kupi kamenja ali snega tako pritegnili? Na to in podobno vprašanja nisem nikoli s preveliko vnemo iskal odgovorov. Gore imam rad. Moja navzočnost v gorah je v njihovem življenju pomenila le bežen, nepomemben trenutek. Meni pa je izpolnila življenje. Gore so mi vedno žarele v posebnem čarobnem blesku. Še danes čutim globoko v srcu, da mi pojejo pesem o večni lepoti. Alpinizem je del mene. To je način življenja, ki sem ga živela, da se komaj da spomnim, da sem bila kdaj tudi planinec. In alpinizem je tisto, kar me nekako razveseli vsakič sproti, kar mi izčisti vse, kar je balasta, ki sem si ga nabrala v dolini. In sem ugotovila dejansko, da potem v dolini res lepo lahko živim. Gore so namreč kraj, kjer se mi zdi, da tisto, kar je v dolini težkega in kar se mi zdijo veliki problemi, postanejo lahki.
takrat dobijo svojo vrednost v tisti tišini, pa v tistem naporu, ki ga imam, ko se trudim priti do vrha gore. In gore mi na nek način pomenijo tudi meditacijo, ker takrat mislim res samo na eno, kako priti na vrh in kako priti potem spet domov. In to je tisto, seveda pa se ne sme zanemariti vsa lepota, vsa doživetja, razgledi, kar doživiš v gorah, to je tisto, zaradi česa še vedno hodim v gore. Z Andrejem imava 3 otroke in najino družinsko življenje bi lahko razdelila na 2 dela. Na tisto obdobje, ki sva ga preživela z otroki, ki je seveda večinsko, in na tisto obdobje, ki ga nisva preživela z otroki. Ta obdobja so bila krajša, vendar za marsikoga dolga, 2 meseca ali celo kakšen dan več. In moram reči, da kadar sva bila doma z njimi, ali sem bila doma z njimi, smo preživeli večino časa res skupaj. In veliko tega časa seveda tudi v gorah. V hribih na začetku, po raznih nižjih vrhovih, kasneje pa seveda tudi po feratah ali pa potem že lažje plezanje. Kadar razmišljamo o ljubezni, takrat si vedno sebe predstavljam potopljeno v vodo, obdano s to vodo, torej z ljubeznijo, ki se mi zdi, da sem jo deležna v svojem življenju veliko. Od svojih, od Andreja, od svojih otrok, od drugih. In zdi se mi, da jo lahko tudi vračam. In da me to res učijo gore. Zato, ker ljubezen je marsikaj, med drugim je ljubezen tudi potrpežljivost, je pravzaprav tisto, čemu se moraš včasih odrekati in kje se to naučiš drugje bolj kot v steni. Ko je potrebno čakati, razmišljati, kaj se dogaja s soplezalcem, kako bo naprej in tako naprej. Ampak potem, ko pa priješ na vrh in ko greš domov, si pa bogato poplačan s temi čudovitimi občutki, ki te spremljajo. In potem to ljubezen se mi zdi, da potem razdajaš drugam in to se pozna, če jo daš, jo tudi dobiš. Zdi se, da je ves napor človeka, da bi znanostjo in z vsem, kar ima na razpolago, olajšal svoje življenje, da bi s čim manj napora prišel do svojih ciljev. Ampak jaz sem v svojem življenju in v življenju z gorami spoznala ravno nasprotno. Najbolj se spominjam tistega, do česar sem prišla z največjimi težavami. In vem, da mi je to tudi največ pomenilo in me vodilo v življenju, za katerega lahko rečem, da je dobro. In to želim vsem, posebej mladim, da bi kljub temu, da so težave, da se jih je vredno lotiti, premagati in zmagati. To vam želim.
Torej, moj spomin, kar se hribov tiče, seže do mojega 7. leta starosti, ko sem šel z očetom, pa z enim prijateljem, pa verjetno je bil še kdo, no? Od doma v Kamniku na Kamniški vrh in nazaj peš, ne? Alpinizem je zame navdušujoč, predvsem zato, ker je vedno drugače, vedno nekaj novega, ne? In ta radovednost me je nekako v to pregnala, ne? Se mi zdi, da je praktično nikoli potešena, ne? Tako, vedno se najde še kakšna zanimivost, ki jo hočeš spoznati ali pa kaj videti, ne? Za vsakim vrhom je še neki en rob, neki je pa še en hrib, ki brat malo pokukal v zadnji, kako je pa tam, ne? Pa kakšne ljudi še spoznal, tako da zaenkrat še ne vidim, da bi se naveličal, no? Vrhunc mojega alpinizma upam, da še pride, ne? Zdaj, če bi se že zgodil, pa bi mogoče me že minil početi alpinizem, ne? Tako da težko rečem, to je kaj na piramida, ne? Se ves čas zida, ne? In je ves čas imaš malo občutek, da si pa zdaj že skoraj vse probal, ne? Pa v resnici pol čez par let pa vidiš, da še ne, da se skozi dogaja, tako da jaz bi težko se za preteklost opredelil za kakršnokoli stvar kot vrhunc. No, eno tako staro reklo je, da je lepota v očeh opazovalca, in mislim, da v hribih to zelo pride do izraza, ne? Lepo je tisto, kar lepega s sabo prineseš največkrat, ne? Jaz, ko sem bil mlajši, bila zame lepota to, da sem šel težko plezati, ne? Zdaj, ko sem starejši, pač tudi lahko rečem, mater je lepo, ne? Pa vidim kakšnega mlajšega, ki me malo postran gleda, ne? Da sem majčken prsmojen, ne? Tako da lahko rečem, da je lepota tudi verjetno malo s starostjo povezana, ne? Se seveda generacijsko prenaša, ampak starejši, ki si ene stvari bolj gledaš skozi tisto, kar si doživel, ne? Tako da v tem smislu je lepota siguren v očeh pa izkušnjah opazovalca, ne? In jaz motive zdaj zbiram pač na ta način. Tisto, kar me takrat navdušuje, ali pa celo tisto, kar sem prišel gledati, ne? Tako, na nek način je fajn, da doživim tisto, kar sem pričakoval, ali pa glih obratno, da tisto, kar sploh nisem, ne? Torej, te dve stvari. Fotografija zame je ena vrste strast. Seveda, če jo zdaj spravim na nivo osebnega odnosa do tega, kar počnem. In seveda, zdaj, če se tako pogovarjamo, potem je jasno, da sem pripravljen za dobro fotografijo vse narediti, ne, kar je pač treba. In zdaj značilnosti hribovske fotografije so pa te, da je zelo težko uravnotežiti neko dogajanje v hribih, torej doživljanje hribov na en pristen način, pa potem fotografiranje tega. To je fotografija takrat, ko je doživljanje najbolj intenziven, je seveda ena motnja oziroma neke vrste prekinitev tistega, ne. Tako da je največji izziv ravno to, da fotografijo pač narediš čim bolj spontano in nemoteče za dogajanje samo. Da je fotografija pač del dogajanja, ne da bi zdaj s fotografijo vse spremenil. Hribi. Hribi so najboljši takrat, ko so ljudje v njih. Torej, ko grem v hribe, lahko grem tudi sam, ni nujno, da sem sam s sabo, ampak sem največkrat še s kom drugim, predvsem s tistim, ko pomislim nanj. In se mi zdi, da so zdaj zame hribi najbolj zanimivi na tak način, skozi ljudi.
ko se zbudim, kako bi rekla, gremo najprej po rudzake. Gremo v hribe, dajo klanci in smo zmatrani. Najbolj so nam všeč, ko so postanki. Na vrhu vsi pač uživamo, ne vem, v razgledu in smo veseli, ko smo dosegli cilj. Ja, najboljša stvar je, ker pridemo gor in poleg, ker si dosegel tisto višino največjo. Ko pridem na vrh, sem zelo vesela, pač da mi je uspelo narediti pač to turo, ko smo se zmenili. Pa rada tudi pogledam z vrha v dolino, kakšen je svet. Ker zmer pridem na vrh, saj jaz občutek, kako bi rekla, ponosa na se. V moje planinske knjižice je veliko živim. Ko pridem na vrh, sem zelo vesela, pač da mi je uspelo narediti pač to turo, ko smo se zmenili. Pa rada tudi pogledam z vrha v dolino, kakšen je svet. Družina že od majhnih nog me je navadila, da pač hodimo skupaj v hribe. Že ko sem bila mička, name je že zmer tata nosil hrbti in zmeraj, ne vem že, od zmeraj hodim v hribe. No. V hribe rada hodim zaradi tega, ker vsej poti je pač težka in naporna in včasih bi kar odnehal, sem poleg, ko pa prideš na vrh, pa vidiš, da se v bistvu svetu splačalo, se pač malo bolj potrud, ker je pač razgled čudovit in vse tako pač občutki so lepi. V hribih mi je najbolj všeč, zato ker je zabavno, ker se družim s prijatelji in z njimi hodim v hribe. Ker zelo rada opazujem naravo in zelo rada hodim v hribe. Rada hodim v hribe, zato ker sem zelo sproščena, se odmaknem od hrupa, ko je v dolini. Sem zelo mirna in rada opazujem pač gorsko lepoto. Ja, v hribe ne hodim sama zaradi tega, ker imam raje, da hodim v družbi, se več pogovarjamo s njimi. V gore grem zelo rada, ker se, če gre veliko prijateljev tudi z mano. Ja, najbolj všeč, ker gremo na tabor, zato ker je družba in se igramo in so razne igre in to na taborju. Na taborju je zelo fajn, no. In včasih si želim, da bi bilo še več mladih, ker res, ne vem,
Ni tu, da so sam doma čez počitnice in nič ne delajo. Tam res se družimo, hodimo v hribe, ni nič takega, tisti pohod, ni nič hudega. Zelo mi je všeč na taboru, ko krstijo nove člane tabora. Želim si biti vodnica, ker je super in še lahko kazujem otrokom. Neki so mi zelo fajn, tudi nosijo kakšenkrat na hrbtnike in tako. Ja, jaz bi ful rada bila vodnica in upam, da mi bo tudi uspelo čez par let. Ja, ne vem, meni vse tu pač, ko so ti vodniki na tabori, so vsi tako animirani in te pač imajo ideje, kako ti zapolniti čas na tabori in nam nikoli ne idem vcetno in tudi jaz bi rada enkrat tako. Najslabši je bil, ker nas je letos presenetil enkrat zelo močen dež. Jaz sem vedela, da bo kmalu dež, zato sem raje bila tiho, da bomo videli, kaj bo. In da tudi vodniki so se malo ustrašili, da kako bo, če bo nevihta, da kaj bo, da nam bo kam strelja zadela, ampak na srečo ne. Zanima me morsko reševanje, ker me zanima tudi medicina, ki še mi pomagala. Želim si hoditi tudi v take bolj visoke hribe, ker tudi rada plezem in upam, da mi bo tudi enkrat uspelo tu. Moje najljubše gore so tle Nanos in tukaj na Primorskem. Želim si iti na Rohlo, na primer, pa na Triglav. Najbolj si pa želim iti še na Triglav, ki mi še ni uspelo iti. Najbolj si želim iti na Triglav. Želim si iti na Triglav. Tudi fantje hodijo v hribe, mislim, pač. Kar en par. Ljubezen na taboru se ni še zgodila. Recimo, ne vem, če bo kdaj priložnost, bom lahko plala svojega fanta s sabo na tabor, če bo hotel iti z mano. Tako, ne vem. Mladi fantje in dekleta brze kakor gamsi po poti. Nič ne premišljujejo, nič ne gledajo. Ne vede se vesele svojih prožnih mišic, vesele skal in nenavadnega premikanja. Z istim veseljem so se včasih obešali po drevju. Le pač naprej, saj nismo še prav nič utrujeni. To preprosto veselje jih bo drugo leto spet prignalo nazaj. V travi ležita fant in dekle. To ti je lepše kot v mestu. Bele stene nad glavama, sinje temno nebo, globoko kot prepad. Žive duše nikjer, samo droben ptiček žvižga nekje prav blizu, majčken nagajiv pan na srebrno piščalko. Kako prečudno lepo je. Ko so se bili ljudje ljubili v nekdanjem zemeljskem raju. Družina prihaja iz doline, oče in mati ter otroci. Kakšen živ žal. Fant in dekle, ki sta pred leti hodila v gore, sta zdaj oče in mati. Prvič sta privedla s seboj svoj mladi zarod. Prihajala pa sta zdaj vsako leto. Saj sta bila celo na medenih tednih v gorah. Slovenija je prepredena s planinskimi potmi. Moram reči, da so zelo lepo označene, markirane in prepričan sem, da če ne bi bilo tako, bi bile lahko tudi zelo nevarne. Hvaležni moramo biti številnim markacistom planinskih društev po celi Sloveniji, da tako lepo skrbijo za te poti in prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje. Prišel sem na idejo, da naredimo pohodno pot po obronkih Šentruperta. S svojimi sodelavci smo kar v rekordnem času to pot zmarkirali.
predstavili na nek način vse te naše lepote, znamenitosti. Opremili smo jo z markacami, skrinjicami, žigi. Naredili smo pot tako, da nam je v ponos in čast. Planinske koče po celi Sloveniji predstavljajo praktično domove, ki zagotavljajo bistveno večjo varnost vsem planincem, vsem pohodnikom, obiskovalcem. Tako da smo lahko hvaležni vsem tistim, ki delajo na tem, vsem oskrbnikom, da poskrbijo za toplo pijačo, prehrano, da nam nudijo tudi določene vrste izkušenj in svojega znanja, napotkov, ki jih lahko dobimo, da si pač varno osvojimo vrhove. Naša planinska koča bo pravzaprav postala dom v neokrnjeni naravi, s pogledom na našo čudovito dolino, ki je tisočletja navduševala številne generacije. Ja, v svojem življenju sem obiskal veliko dežel, osvojil sem veliko vrhov na vseh kontinentih in moram reči, da so mi dali gore ene take bogate izkušnje. Lahko rečem, da sem potem še bolj cenil lepoto naših gora, našega kraja. In sem v osrčju Himalaje, v neki majhni vasici, videl napis: tujec, ne prihajaj k nam, da bi nas spremenil. Dovoli nam, da mi spremenimo tebe. Jaz mislim, da bi se tega mogli tudi mi v današnjem ponorelem svetu bolj držati teh vrlin oziroma se obrniti k naravi, k lepotam gora in narave nasploh. Priletela v vas novica, da se zbira lepotica. Ena ljudskih src kraljica, jutri najbolj zalatica. Kandidatke so izbrane, res samo visoke dame. Videl takih ni že svet, slabih 100 milijonov let. Ne dotikni, ni ukana, tu je vsa elita zbrana. Z Maribora karavana, sega tja do Ankarana. Gorske cvetke in očaki, združeni s hribovveljaki. Zbrani so za prireditev, danes pade odločitev. To najlepšo ve izbrati, tu v tej deželi zlati. Za 9 gorami, krona gre le eni dan. Najprej proga se pripravi, naj za hip se svet ustavi. Stal je za veliko žlico, alpski svet, vikarico. Kleopeco niz Koroške, kako veme vabi moške. Z njo pa prva spremljevalka, Urška, lepša kot Rusavka, mrzlica, ta cvet zasavja, spet se kamera nastavlja. To so ti prevzetne ptičke, ne omenjajmo grafičke. A glej, za vsem za hip zastane vidi. Skoraj naga je golica, skraža brana se vstica, zviška gleda škrlatica. Mirna gora nemo čaka, ko kokoš pri kokodaka. In da cirku skoči žaba, prileti še stara baba. To najlepšo ve izbrati, tu v tej deželi zlati. Za 9 gorami, krona gre le eni dani. Najprej proga se pripravi, naj za hip se svet ustavi. Stal je za veliko žlico, alpski svet dobi kraljico. Kaj zdaj, ljubitelji gora, a bomo en aplauz? Prav nikomu ni do šale, silni molk se vse zavija,
Zbrana je že komisija. Travnik Mrko izpod čela jezno gleda top modela Jalovca, ki potepinko z lici briše žensko šminko. Tu sta boči in kum sanjavi, Triglav se boje glavi, da bo vse, kot mora biti, nadzoruje jih snežnik. Skupaj staknejo getice, gazne glise, plekla šice, vse odmokne, ti zastane, Triglav stopi pred se zbrane. Strokovna komisija je po daljšem premisleku z upoštevanjem 27. člena statutarnih določil v okviru Alpske konvencije soglasno sprejela sklep. Najprej sodijo obiskovalci, gorskih sten, vrhov plezalci, mladi naši te planinci, sami dvoje ali skupinci. Naj pove zdaj vam zrcalo, kje najlepšo je izbralo, kam srce si poželi, kje naj Hojzer obstoji. A glasov ne, dragi gosti, moč odati ni po pošti in da tu ne bo pardona, ne velja prek telefona. Le štampilke vaši živi, štejejo v nagradni igri. Mi pa starci čez 100 let, morda zberemo se spet. En lep dober večer, drage dame in gospodje, ljubitelji gora. Moje ime je Uroš Kuzman, sem nekdanji načelnik Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, nekdanji načelnik Mladinskega odseka Planinskega društva Velenje in sedanji asistent na fakulteti za matematiko. Tak odziv sem pričakoval. V tem večeru si sprejel eno zahtevno nalogo, da bom na en tak duhovit način poskušal malo ozrcaliti vse te medgeneracijske in ostale konflikte znotraj naše organizacije. In sem se odločil, da bom začel kar doma. Veste, jaz sem na generacija moških, kot svojih fotor še vedno dostakrat sliši besede: to pa ti ne boš zastopil, zdaj nisi bil v vojski. In oni niso bili neki sostiči, ne? Oni so bili še vjela, to je pa bila vojska, ne pa to, kaj je zdaj. Šola v naravi, oboroženi taborniki. In kakorkoli pogledaš, ta argument je argument, ko ga ne moreš spodbijati. Ker so šle generacije od fotor, ko so bili vjela, do bratov, ko so služili v civilu, pa do nas, ko smo bili na študentski izmenjavi. Jaz pa svojmo tam mami govoril, veš, jaz sem bil še na Erasmusu. Ta je pa bila izmenjava, ne pa to, kaj je zdaj. Jezikovna šola. Smo imeli enega zateglega recepta, da smo bili cel teden brez interneta, bo. Če pa stvar je šla v drug ekstrem tudi, ne? Ne, če ste že videli, pri nas na matematiki vendar še nimamo, ampak na strojništvu sem pa že videl bolonski program za 3. življenjsko obdobje. Ko moj fotor, moj študent, to še najstil rekel, halo kolega, Kuzman. Kaj imate v to na roki napisano? Če bi jaz bil vaš oče. Jutri najprej je mama nagovori me. Pa najprej nese filame paprike. Ampak, a ni zanimivo? Ne glede na to, kakve politične, socialne, družbene spremembe so bile teh 120 let, planinski organizaciji še vedno uspeva, da vse te generacije drži pod eno stedo. In verjamem, da se visoki gosti iz tujih organizacij pa iz drugih organizacij sprašujete, kako nam to uspeva. Velika zlata obstaja, zakaj Slovenci hodimo v hribe. Ena bolj neumnih, kar sem še ta, da gora simbolizira materino dojko in sneg kao mleko. Kaj delajo pod taborniki v gozdu. Nekak, jaz mislim, da eno najbolj pošteno odgovor na to vprašanje, vsaj v mojem primeru je to, kako po nesreči. Vam povem zgodbo, kako sem izpostavil načelnik Mladinskega odseka. Vsi, ko ste kdaj bili na kakvi prostovoljni funkciji, veste, da to ni stvar, za katero kandidiraš. Ponavadi te najde ena skupina ljudi in te gnjavlja, ajde, a bi ti bil, a? Zdaj eni so ko suhe hruške, padejo ta prvičko zapiha. Drugi so pa bolj kot čokoladice, ko se zataknalo avtomata, še moraš malo kuncat levo pa desno, ko jim dol pade. In jaz sem se držal, ko Snickers. Dok mi bo oče rekel enkrat stavka, ko ga nikoli nas pozabila, rekel, veš, se ne vem, zakaj tebe prosijo, ko tek nisi primeren. Se kaj spustil sam od sebe. Ampak, da ne bo zdaj izgledalo, ko da jaz pač ne spoštujem svojega očeta ali pa staršev. Jaz imam njih dva fulati. Prvi zato, ker se mi zdi, da zdaj so taki čudni časi,
da z vsako generacijo pametnih telefonov naredijo še eno generacijo pametnih staršev. Ko priješ na izlet, ko imaš 24 otrok, pa 35 imen. Pogledaš pa sport, ti pa nič več ni jasno. Ker to niso Ane Marije, to so Sunshine pa take. S takim imenom pa res znaš biti v dolino pečen, veš, da te vsi zatokali. Pa je Sunshine. Se v špegu gledal. Drugi razlog je pa ta, da sem zdaj obdobju, ko se cikl življenja sklene. Ko si mali otrok, greš v hribe starši, drugač ne moš. Pa se samosvojiš, greš sam, greš žurat. Pa imaš pa svoje otroke. Greš pa spet starši. Se vsaj pa skričiješ. Tega, ja, to ste razumeli, lani si postal očka. Cenila si se glih jaz ful pretegnil, no. Vse, kar si naredil, sem popkovino, pa še to ti vse poštima, da si pa tak župan, ko te je kočil tvoj ide. Ampak ja, zdaj sem del te sekcije, moški z vozički. Da si ga na sprehod, sem te vstavila, gledajo otroka, gledajo mene pečev. Moš mi te slepo žensko. Ampak nekaj pa je, kolikor je tvoja ženska sitna, to je sam trening, za takrat, ko te imela otroka. Strečnik, niga čez trenutek, ko stavno zove, shit, ta ti bo foto mojega otroka. Mene je kajkrat, veš, to je začaren kok. Mali teži meni, jaz težim pa tebe. To ni kok. To je vektor. Se mi spoložiš 10. Ampak ji ne zamerim, ker vem, da ona še bo pogreša hribe, ko jaz sem jo to srečal, da se najdu tako, ko je šla z mano tudi kao hribe kdaj. In li zadnji smo bojali, spomine smo šla enkrat na Čemišniško planino. V Sloveniji bila en tak stereotip, da so Gorenci kao ful škrti. Čeprav meni se ti to bedarija. Jaz mislim, da smo vsi Slovenci škrti, edin Gorenci to ful slabo skrivajo. V Gorenju, če vem kak Bosancev na Srbiji, roj zna, to je pila, cela kafana. Če šok Slovenci na žurko zdobo to sam če skupo darilo. In greva mi da gore in jaz sem tak, jaz zdaj, če grem že v klanc, ne bom zdaj do suhe sline iz nahrbnika, veš, da si v koči prvo še eno skromno malce in si nauči imaš šturl, pa šturkle, pa riče, pa klobaso, pa malo zasega za predje. V glavnem. In veš, ko imaš en tak čutek, da je neki narobe, pa ne veš kaj je. Pa pogledaš gledate, pa so prav gojene, pa študiraš, pa ne veš. Jaz sem matematik, jaz sem tak malo zmeden. Ni zdaj, da grem v trgovino po VD40, pa študiram VD kol. Take življenjske stvari sem mi študiral, veš, pozabim, jaz sem avto parkiral, lani sem nastop v Rožni dolini, sem šel skoro peš domov, ker sem bil zika, da sem ga ukradil. Imam fotografski spomin za ulice, ampak pozabil slikati. In mi da ostanema delala Dešanka, da bi plačala in naredim jo stole. Zdaj od teki, hvala Bogu, da smo v 21. stoletju, pa da je imela ženska svoj denar sabo. A ste že kdaj neprostovoljno pomivali posodo v planinski koči? Jaz tudi ne. Ste pa že pustil mobitel na šanku za kaucijo. In to sem enega starega Ericssona, ki je bil čisto popraskan po ekranu. Sem rekel, spa, to so tako ne kavbojke, ko že strga ne kupiš. Me je gledala, pa si mislila, ta pa je nek gorski klošar. Ampak me je izpustila, sem šel dol, pa nazaj gor in prijem do šanka reči, mater si pošten, kaj piješ? Tako da je špricer. To ne se pa reče, 1,80 €. Ampak 1 € gora dol, na koncu dela je to še vedno stvar, ki si jo zapomneš. To so ta doživetja v gorah, ki delajo planinstvo pač nekaj več od rekreacije, nekaj več od sam športa, ki ga delajo način življenja. In a vete, jaz sploh ne dvomim v tem, da me enkrat par let imel svojega malega na temne koleno, pa bom nazval v to zgodbo in takrat bo on rekel, oči, kakva neumna koča je pa to mogla biti, da nismo mogli s telefonom plačati. In verjetno bom imel prav, ker če kdaj se pa zdaj gorski svet pa naša percepcija pa dojemanje z njega spreminjata. In prav zanima me, kaj si danes misli en gorski kmet, ko glih seno prelaga, pa se mi njega koletujni kolesar. Zihar ga gleda, si misli. Koliko ima pa tret cajta? Lega! Toliko ima bilo dolg cajta, da je že v biciklu pa šel v klanc gonit. Da ima vile, pa da ga vidimo, športnika. Ampak tudi oni so člani naše družine pred nedavnim in prav je tako, da vsaka generacija hoče iti na isti vrh.
Vsaka generacija hoče to narediti malo po svoje. Zato jaz vem, kaj bom rekel svojemu sinu, če se bo čez nekaj let znašel v avtomatu. Rekel, sine, drži se. Ko se pa ne boš več mogel, pa potegni še par ljudi za sabo, ker zdaj ste vi na vrsti za naslednjih 120 let. Vse najboljše, Planinska zveza Slovenije. Vodnik, ki vzame, prejme skupino za vodenje, ki se mu zaupa v vodenje, pričakuje od njega, da jih bo v pravem času upozoril na nevarnost, v pravi čas uporabo opreme in tudi, da gleda na odnose v skupini, medsebojne odnose, ker vsi pohodniki, a grejo z gorskim vodnikom, a grejo društveno, pričakujejo neko lepo doživetje tisti dan. In to je varna hoja, lepote narave, ki jih vidijo, pa lepi spomini na medsebojne odnose druženja med turo. Zaposlen sem bil v Železarni Ravne, sicer v svojem strokovnem delu, ampak so bili organizirani jeklarski pohodi železarjev, katerim sem se pridružil zaradi veselja gibanja v gorah. In na teh izletih sem tudi opazil, da bi bilo potrebno še neko dodatno znanje za delo z ljudmi. In ko se je ponudila prilika 80. leta za udeležbo na tečaju, sem se prijavil. In na tem tečaju za vodnike, planinske vodnike, sem pričakoval, da bom tista potrebna znanja za delo z ljudmi dobil, ker je to odgovorno delo za ljudi, ki se človeka zaupajo, da bi šli z njim na gorsko turo ali planinsko turo. Srčno sem to jemal, to delo, potem skozi naprej in to srčnost tudi pri izobraževanju poskušal prenašati naprej na tečajnike. Planinsko vodništvo je v Sloveniji sorazmerno dobro razširjeno, je potrebno za varno vodenje ljudi, ki so se odločili za gibanje v naravi, da jih pa s svojim znanjem tudi poučijo med pohodi, da se znajo varno obnašati v naravi pri svojem gibanju. Kot prostovoljni vodnik se počutim zelo v redu, po vsakem pohodu ostanejo prijetni občutki. Če bi še enkrat začel s planinstvom, bi na enak način. Najlepše so spomini, ki jih ohranjamo po opravljenih delih. Planinstvo je izredno koristna prostovoljna dejavnost. Z gibanjem v naravi si pridobimo lepe občutke pri srcu, z gibanjem pa krepimo tudi telo. Psihofizično stanje našega telesa je v najboljšem stanju po teh aktivnostih.
Ja, v bistvu po pravici povedano, neki veliko hribe nikoli nisem hodila. Tudi nisem doma z gorenjskih koncev, tako da na Štajerskem mogoče v kakšne gorice malo na izlet za starši, ali pa da recimo, ko sem obiskala sorodnike na Gorenjskem, sem predvsem tam, ko sem bila stara 10 let, šla ene parkrat v hribe, ampak po pravici me nikoli niso toliko pritegnili, kot potem samo športno plezanje, za katerim sem se pa seznanila in spoznala nekoliko kasneje. Športno plezanje je v Sloveniji prisotno že kar nekaj časa, predvsem, ker smo tudi hribovski narod in kakorkoli športno plezanje izvira iz hribov, iz narave. Samo tekmovalno plezanje je pri nas Martina Čufar naredila res zelo velik korak naprej, potem tudi Natalija Gros in pa Maja Vidmar in ravno ko so bile one najboljše, sem se jaz nekako seznanila za športnim plezanjem in imela tudi motivacijo in zagon, da se da priti zelo daleč. Za samo doseganje vrhunskih rezultatov je sigurno potrebna neka vztrajnost, ampak jaz bi rekla, da je bolj za vse skupaj pomembno, da res uživaš v stvareh, ki jih počneš in da ti je plezanje izziv in užitek iz dneva v dan in v bistvu je to tista motivacija, ki te žene naprej in na tak način ti ni težko storiti marsikaj in rezultati potem pridejo spontano. Nekako notri, ko treniram, so pred mano samo tisti oprimki in smer, ki sem si jo zadala oziroma mi jo postavil trener, da bi jo preplezala, vse ostalo izgine in nekako ostane sam en ples, ki ga želim povezati od oprimka do oprimka in priti do konca smeri. In tudi vsakokrat znova lahko odkrijem tudi po 14-15 letih plezanja en gib, ki ga do takrat še nisem naredila, drugačne kombinacije, ali pa pridem čez en teden in naredim nekaj, kaj mi prej ni uspelo. In ravno ta raznolikost in neskončnost možnosti, ki se nikoli ne končajo, so tiste, kar me žene, da plezam naprej. In želim se čim dlje ostati v tem res lepem in zanimivem športu. Mogoče me kdaj pot zapelje, da bom pomagala kot trenerka za kakšno reprezentanco, drugače pa si sigurno želim preživeti veliko dni v naravi, v skali, pa morda tudi z družino kdaj zaiti v hribe oziroma kako višje gorstvo. Ljudem, ki imate radi naravo in hribe, še naprej želim, da ostanete predani svoje strasti in cilje, pa veliko lepih trenutkov. Prehitev sem jo še spodaj pogrušil. Ko se je gost že rečil, so imele viharne cesne in rušile po strmih tratah. Hodila sta počasi, vsak zase, brez besed. On, si vlasi gospod, zagledan v okoliške vrhove, ona, na videz precej mlajša, zazrta v pot pred seboj. V vsaki rožici se je ustavila, se sklonila, kakor da je Boža z očmi, pa spet pohitela, kot da noče preveč zaostati. Nisem jo hotel motiti. Tiho sem hodil za njima, ker me gospa ni z nasmehom pozdravila. On pa je tako pokazal proti skalam stenarja za travna pozdravljanja. Oči so mu sijale, ko je govoril, tisti raz, kolikokrat sem ga preplezal. Nek ponos sem spoznal v teh njegovih besedah. Lepe spomine na mladost, ko je nadaljeval. Pa kako radi smo smučali tot naokoli. Potem smo dolgo molčali. Da neka prijetnost je vela nad nami, gospa je prva spregovorila. A ti, a vidiš tiste temne cvetke tam v rebri? Najbolj so murke. Gore imajo eno tako posebno lastnost ali pa moč, da vzbujajo zelo, zelo intenzivna, močna doživetja. In Slovenci imamo zato celo en tak zelo posrečen izraz, da rečemo, bilo je grozno lepo. To se človeku zasidra pač in nehote čutiš neko željo, da bi te svoje izkušnje, ta svoja doživetja še s kom delil. In zato nastaja seveda ogromno ene ustvarjalnosti povezane z gorami. Seveda, presežki z veliko umetniško vrednostjo nastanejo razmeroma redko, kljub tej obilici ustvarjalnosti, kot je to z umetnostjo itak nasploh. Ampak če pa nastanejo, so pa to dela, ki zelo, zelo veliko povejo tudi tistim, ki nikoli v življenju ne hodijo v gore. Dejstvo pa je, da so se številni umetniki v slovenskem prostoru ukvarjali s hribi, tako ali drugače.
Imamo knjige, ki jih vsi praktično poznajo, Zaplotnikova pot, recimo. Potem pisatelji, ki so se ukvarjali z odnosom do narave, France Avčin in še mnogi potem kasneje. Zanimivo je, da so tudi veliki literati slovenski se ozirali v hribe in pisali v gorah. Veliko ustvarjalnosti je v slovenskem prostoru, tudi če pogledamo skladatelje, marsikaj je bilo skomponiranega, kar je v bistvu odsev nekih doživetij v gorah. Poglejmo Marjana Lipovška, ne samo, da je bil odličen fotograf, tudi njegova glasba je marsikdaj odsevala doživetja v gorah, upesnjuje sonete posvečene goram. Pa poglejmo film, prvi slovenski film se je zgodil v gorah, vzgib je bil čisto gorniški. Ta elementarnost hribov, ki znajo potisniti ljudi v skrajne okoliščine, ki se z njimi človek sreča lahko, maksimalno dramatične okoliščine, to seveda vzbuja ustvarjalnost in je krasno okolje zapovedati marsikaj, kar se dotika človeka v njegovem bistvu. Tudi na področju slikarstva so seveda slovenski slikarji slikali gore. Zanimivo je pa to, da je ta njihov opus, ki je goram posvečen, pravzaprav zelo malo znan. Pa če se spomnimo samo odličnega slikarja slovenskih gora Valentina Hodnika, skoraj celoten njegov opus je praktično izgubljen, neznan, sploh ne vemo, kje je. Pa če pogledamo še druga področja umetnosti, imamo celo gledališke tekste, odlične, posvečene hribom. Plesalci so osvojili tudi vertikalo, naš moderni ples se krepko spogleduje z navpičnicami. Skratka, praktično ni področja umetniškega ustvarjanja, kjer ne bi tudi hribi odigrali pomembne vloge kot navdih, če ne kot glavna tematika. Jaz celo življenje hodim v hribe zato, ker mi je preprosto v gorah lepo. Jaz sem človek, ki se najbolj počuti v neokrnjeni naravi, v divjini. In gore so seveda svet, ki je še divji, kjer še to lahko doživimo. Tudi gozdovi, Slovenija na srečo ima še kotičke, tudi izven gora, ki so še relativno nedotaknjeni. Ampak gore imajo vendarle največji čar, z vsemi svojimi izzivi in neskončnimi možnostmi, kjer se odpirajo nešteta vrata, neštete zgodbe, neštete možnosti doživeti. In upam, da bom seveda v hribe hodila do zadnjega diha, res, da so se nekoliko povišali zadnje čase, ampak potem čisto na koncu bojo pa sigurno ostali vsaj čudoviti nepozabni spomini. Odlepite se od vsakdanjega življenja, pojdite v gore in uživajte. Ampak imejte gore tudi radi, spoštujte jih in zavedajte se, da so gore krhek svet. In da bi bilo prav, da ohranimo tudi prihodnjim rodovom neokrnjene gore, divje gore, take starosvetne gore, kot jih je še lahko doživljala moja generacija. Želim si, da bi tudi prihodnji rodovi imeli še priložnost doživeti vsaj še zadnje ostanke tega neokrnjenega, izzivalnega in nepopisno lepega sveta, ki ponuja zahtevna, naporna, ampak tudi neprecenljiva doživetja. Nekje na vrheh, v bližini zadnjih gnezd in prvih zvezd, nekdo s pobožno roko sega po nedotaknjenih stvareh. In kar se mu nameri pod dlan, spremeni se v žlaten kamen. V čudežen plamen, vajen cvet, lek vseh ran. Pod dotikom njegovih rok Triglav se spomni, da je Bog in divjemu kozlu pozlati se rok. Tam je na meji življenja in smrti, čez brezna razprostrti neskončni beli vrti. Kako je bel, tih, čist pokop. Kako kristalen, neokrnjen tam je grob. V slovesnih krogih, široko razproženih zbrani, leto in dan nekaj mrmrajo velikani o večnosti ali minljivosti ali kaj. In kako življenje in smrt enak imata slaj. Na tisti tanki črti, nam, drugim, sije sled in kaže pot, predaleč stran od tot, iz naših zmot in zmed, v bližino zadnjih gnezd in prvih zvezd. Tja, Joža, kjer tvoja raskava dlan mehko in nežno našo zemljo boža.
organizaciji, cenjeni častni člani, nekdanji predsedniki Planinske zveze Slovenije, gospe in gospodje, drage planinke in dragi planinci. Tempo nocojšnje slavnostne akademije je bil ves čas došel. K temu je nedvomno pripomoglo 7 sogovornikov, ki so se svojo pripovedi v življenju z gorami povedali, zakaj je planinstvo za vse nas lahko način življenja. Racionalni, kot smo planinci, bi lahko moj govor tudi izpustili, a bi vam vseeno rad v zahvalo za skupaj preživeti večer in za dolgoletno zvestobo v gora želel povedati, zakaj tudi meni lepo v gorah in zakaj z veseljem opravljam funkcijo predsednika Planinske zveze Slovenije. Smo torej na vrhu nocojšnje prireditve, na točki dopolnjene samoresničitve, na kateri se hočeš nočeš treba zastaviti. Saj za hip, za trenutek nujno potrebnega pogleda v samega sebe. V planinskem oziroma gorniškem jeziku to pomeni, da smo na stojišču, če živite na vrholišču, ki nam omogoča pregledno razvedanje. Kje smo? Kaj smo prispevali slovenstvo in planinstvo na splošno, ter kam gremo? Doseženo je napotek vodniku za prihodnost, da bo šel za svetom in bo z lastno modljivostjo izbiral dejanske poti in smeri, hodil, plezal, smučal proti cilju, varnejšemu spoznavanju in odkrivanju gora za samega sebe. Že v 18. zlasti pa v sredini in od konca 19. stoletja smo Slovenci bili zraven, ko se je začelo iskanje planinskih tovarišev in njihovo združevanje. Gre za zgodovinski in sociološki pojav, ko so posamezni somišljeniki stopili skupaj in na različnih koncih Evrope osnovili prva planinska društva. Motivi obiskovanja so se odtlej spremenili skladno z razvojem človekovega odnosa do narave. Danes prevladujejo želje po gibanju v naravi v prostem času, skrb za izboljšanje in ohranjanje zdravja ter doživljanje gora. Poleg odkrivanja neznanega in novega so pogosti motivi tudi želja po samopotrebovanju, begu v samoto in temu nasprotna želja boja v skupini. Naj spomnim, da je bila najvišja gora Slovenije, Triglav, z vrha prvič dokumentirano opisana 8 let pred Mont Blancom, najvišjim vrhom Alp, in kar 22 let pred najvišjim vrhom današnje Avstrije, Velikim Klekom. Domačini so se na Triglav pospeli na pobudo sponzorja Žige Zoisa in tako nevedeje začeli tradicijo današnjih komercialnih odprav ter zahtevne dejavnosti poklicnih gorskih hodnikov. 20 let kasneje je Valentin Stanič v gore hodil brez vodnika in po zimi, nezaslišano za tedajni čas. In še duhovnik izobražen po vrhu. Danes ga opisujemo kot začetnika zimskega in modernega alpinizma v vzhodnih Alpih. Bil je Slovenec. Tudi njegovi alpinistični nasledniki tega spoštljivega in planinskega odkrivanja gora in človeka so v zadnjih desetletjih na samem svetovnem vrhu. Z uspešno odpravo na Everest leta 1979 smo končali obdobje velikih ekspedicij. S smučanjem za Napurne pustili za seboj klasično pristopanje na 8000-čake, v gorskih posvetov pa smo odredili alpski slog in utrli solo plezanje po najboljših linijah najvišjih in najtežjih svetov. Slovenski alpinizem je v svetu znan in prepoznaven. Vedno bolj pa ga poznamo tudi slovensko športno plezanje, kjer zlasti v ženski in mladinski konkurenci osvajamo prva mesta v svetovnem pokalu. Pred natanko 120 leti pa je bilo, nedaleč stran od tod, na mesto, ki danes stoji velevarovnica Nama, ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. Takoj se je lotilo označevanja poti, začeli so tudi s kulturnim in znanstvenim delom. Že prvo leto sta bili ustanovljeni Kamniška in Savinjska podružnica. Postavljeni so bili organizacijski temelji današnjih planinskih društv. Takoj po ustanovitvi Slovenskega planinskega društva je začel izhajati Planinski vestnik, ki ni bil le društveno besedilo, temveč narodna, kulturna, strokovna in naravovarstvena revija. Danes ima v slovenskem kulturnem prostoru prav posebno mesto, saj izhaja tako rekoč nepretrgoma in je ena od najstarejših revij s planinsko oziroma gorniško tematiko na svetu in hkrati najstarejša slovenska revija, ki še izhaja. Za besedo smo ravnali skrbno in vztrajno. Tako ravnamo tudi za zapuščino in dediščino predhodnje. O tem najbolje priča leta 2010 odprti Slovenski planinski muzej v Mostarni, ki se stalno zbirko vzpona na goro seznanja številne obiskovalce z našimi dosežki, vrednotami in ustvarjalnostjo. Večina od 278 sedanjih planinskih društev ima več desetletno tradicijo, kar je najboljši kazalec uspešnosti delovanja,
razširjenost in tudi vpetost v življenje domačega okolja. Planinska društva si v obliki izjemne količine prostovoljnega, brezplačnega, prostočasnega, strokovnega dela prizadevamo za to, da bi bilo planinstvo v svojih 3 poglavitnih pojavnih oblikah, to je šport otrok, mladostnikov in mladih, rekreativni in tekmovalni šport, kar najbolj dostopno čim širšemu krogu ljudi vseh starosti. S projekti kakovostne množičnosti lovimo ravnoteže med pristnimi doživetji in obvladljivimi vplivi na naravo. Planinska društva se zavedamo pomena delovanja v smislu civilne družbe. S svojim delovanjem si prizadevamo za dobrobit skupnosti v celoti, zato tudi vzdržujemo več kot 9000 km planinskih poti in oskrbujemo 177 planinskih koč za letišči bivakov. Za učinkovito delovanje v duhu civilne družbe pa je predpogoj demokratična družba z visoko razvito demokratično zavestjo, kar se odnaša v odnosu država civilna družba. V urejenih razmerah postane civilna družba enakopravni partner države in njen tekmec. Žal ugotavljamo, da v primeru planinstva, ki je že velikokrat doslej prepoznano kot del identitete slovenskega naroda, temu ni tako. Naj navedem najbolj ilustrativen primer. Planinska organizacija kot posebno vrednoto in enega temelju svojega delovanja razvija prostovoljno delo svojega članstva na vseh ravneh in vseh oblikah planinske dejavnosti. Prostovoljstvo je za marsikaterega člana pomemben del življenjskega poslanstva in samoosveščitve. Že prostovoljstvo samo je na lestvici vrednot precej visoko. Planinsko prostovoljstvo, ki prispeva k varnosti v gorah in varstvu gorske narave, pa še posebej. Planinska organizacija v svojem vzgojnem poslanstvu ponuja spoznavanje izkušnje reševanja problemov, izkušnjo napora, izkušnjo spoznavanja meja, izkušnjo tretenja in ponosa ter izkušnjo medgeneracijskega sožitja. In to počnemo že dolgo desetletja, preizkušeno v praksi, prilojenost slovenskih pokrajin in slovenskemu človeku ter konkurenčno v primerjavi z arabsko soseščino. Pa vendar smo doma iz leta v leto potisnjeni v položaj, v katerem zvezne društva tekmujemo med seboj in z ostalimi ponudniki potrošniškega adrenalina za javno priznanje in koristnost svojih programov in temu ustrezno javna sredstva, kar je skrajno nemotivacijsko. Očitno je, da vsi skupaj rabimo metodo nahrbnika. Vsem odločevalcem je treba splezati na hrbet in izvajati nenehen pritisk, da bodo vendarle sprejeli rešitve, ki jih terjamo že leta in leta. Zgodovine slovenskega naroda ni mogoče razumeti brez planinstva in odkrivanja gora, ki sta tisočletja navdihovala naše prednike, današnje Slovenije pa ne brez nazorskih tokov, ki so vplivali na oblikovanje sodobne zavesti ljudi. Zato je treba vnovič odkriti in ovrednotiti korenine naše samobitnosti in nenadomestljivo vlogo pri oblikovanju slovenske nacije. Spoštovani, tako kot se obiskovanje gora vedno začne z narodnim uvajanjem, temu sledijo dejanja mojstrske dobe in na to čas umiranja strasti in razkošni spomin. Vsa doživetja, dobra in slaba, si lahko naložimo le na svoja pleča, lahko pa se odločimo za navezo sodelovanja, spremljanja in izmenjave izkušenj. Organizirano planinstvo danes intenzivno išče odgovore na naraščajočo individualizacijo obiskovanja gora in aktivno sodeluje pri razvoju sonaravnega športa in turizma v slovenskih gorah. Planinska društva in Planinska zveza Slovenije pri tem ponujajo 120-letne izkušnje, sveže znanje in zavodljiv ugled. Celovitost planinskega usposabljanja, ki vključuje gibanje s hojo, plezanje, učenje in kolesarjenjem, važnostjo doživljanja in varovanja gora je na temeljnih razpoznavnih značilnosti slovenske planinske organizacije. Znanje je vsega pomembno. Toda še veliko pomembnejša je njegova koristna uporaba za primer preprečevanja nesreč. Vložek v preventivo se nam večkratno obvestuje. Usposabljanje je tudi veliko več kot le osvajanje znanja in veščin za doseganje planinskih oziroma gorniških ciljev. V planinski organizaciji ima ta pojma osvoje in izobraževanje svojstven pomen. Če pomeni izobraženost obvladovanje določenega znanja in spretnosti, pomeni izgojenost zavedanje pomena in upoštevanje naučene vsebine in dosledno uporabo v praksi. Zato pregovor pravi, da ni težko biti dober alpinist, težko pa je postati star alpinist. Za planinstvo veljajo splošna etična merila, ki pa so v gorah še bolj izbrušena in opazna. Za odzorevanje ravnanj v gorah so na voljo številni domači in tuji zgledi. Tako ima Planinska zveza Slovenije od leta 1973 častni kodeks slovenskih planincev. Samozavestno lahko zatrdimo, da naše slovenske rešitve in izoblikovane vrednote v ničemu ne zaostajajo. Ta starožitnost pa ni več
ampak je vsak dan in za vsaki planinski dan ima preizkušnji. Zato je treba gojiti kulturo življenja, ustvarjalnosti in povezovanja. Vsak spod na goro terja nekaj planinske trme, veliko ustrajnosti, podkrepljene z znanjem in izkušnjami. V planinski organizaciji bomo na podlagi dosedanjih 120-letnih izkušenj pridobljenega znanja ter seveda ustrajnostjo v prihodnje iskali in tudi razreševali pomembne izzive, med katere zagotovo uvrščamo. V obdobju splošne specializacije in globalizacije sveta ustvarja krovna organizacija za večino dejavnosti, ki se odvijajo v gorskem svetu. Ohraniti prostovoljnost delovanja kot temeljno prvino delovanja organizacije. V vedno večji obrnitvi gorske narave aktivno izvajati in sodelovati v procesih trajnostnega razvoja. S privlačnim programom skrbeti za ohranjanje in krepitev članstva, posebno še med mladimi. Za ustrezno planinsko in plezalno infrastrukturo in predvsem s preventivo skrbeti za večanje varnosti obiskovalcev gora, da ne nazadnje v sodelovanju z državnimi programi zagotoviti planinstvo, spodbudniško zakonodajo in ugodnejše pogoje za delovanje. Cenjeno poslušalstvo, spoštovano članstvo doma in po svetu. Joža Čop je rekel, da smo korak pod vrhom še vedno bliže dnu kot vrhu. In vrh ni razposlejen vrhunec, je samo najvišja točka tega dne, čez katero pride pot v dolino in zadovoljen vsak dan. Živeti zadovoljno in izpopolnjeno pa je težko. Veliko lažje slediti gibom razboljivih, a ne doživeti filmskih podob. Edvard Kozbek je leta 1951 v črni krizantemi zapisal: planine so mu prebudili občutek, ki ga ni mogoče posredovati. Vsi resnični gorniki ga dobijo in nihče med njimi ga ne more izraziti. Zato je toliko srečne samote njih. Meni so slovenske gore in planinska druščina dala veliko. Zato sem hvaležen, da sem lahko del velike planinske druščine, ki obeta, da bo se svojo domoljubnostjo, drznostjo in predanostjo še naprej ohranjala slovenskovice slovenskih gora. Iskreno hvaležen sem tudi vsem, kateri ste včeraj in danes soustvarjali slovensko planinsko zgodbo in s tem odredili pot tistim, ki bodo jutri nadaljevali vaše delo. Varno smo vas pripeljali v dolino in s tem je današnja slovesnost zaključena. Hvala za vašo pozornost in naslednje